Ja, pozdravljene, drage dame, evo poletja je konec in smo ponovno z vami v prvi spletni oddaji Vse se da s Tanjo Skaf. In naša oddaja je še vedno opolnomočiti vas, drage dame, da ne glede na poklic ali socialni status, da ste vse lahko spremembe vredne in da ste vse lahko zmagovalke. In skozi resnične, iskrene pogovore se vam naše govorke predstavijo, zakaj so se odločili delati na sebi. In predvsem to, zakaj so se odločili slediti svoji viziji. Marsikatera izmed njih ni imela vse postlano z rožicami, pa se je še vseeno odločila, da bo verjela vase, vztrajala in poslušala svoje srce. Naj vam povem, da res sem ponosna na današnjo govorko, ker sem z odlično mlado damo, ki je zaznamovala in navdušila tako mlado kot našo generacijo, da je z veseljem spremljamo. Zgradila je uspešno blagovno znamko, ki ima na YouTubeu že več kot 57,000 naročnikov, in več kot 100,000 sledilcev na Instagramu. No, tudi predlagala mi je, da me bo majčke učila kaj na Instagramu, tako da hvala. Je ena najbolj priljubljenih slovenskih vlogerk in influencerka, katero poslanstvo je, da bi se vsako dekle dobro počutilo v svoji koži. In sicer za svojo vsebino na njenih kanalih dobimo vsebino, ki nas sprosti, nasmeje, izobražuje in odpira našo kreativnost. No, njen moto je iti s prijazno energijo v svet. In res je taka, res. No, to so osebe, ki si jih želimo imeti v svoji družbi in z njimi rasti. In mislim, da zdaj že vemo, o kom govorim, o naši dragi Leji, Leji Filipovič, ali bolje, kot jo poznamo, Lepo Afno. Ja, dobrodošla, draga Leja, hvala, ker ste boš danes družila z menoj. Draga Tanja in drage punce, dekleta, ženske, hvala za to povabilo, da sem lahko del vašega kroga. Z leti ugotavljam, kako pomembno je, da ima ženski krog ljudi okoli sebe, support system, in koliko pomembna je ta energija med nami, da se podpiramo, da se pogovarjamo in družimo. A veš, zato sem te začutila. Zato sem začutila, da je prav, da narediva en pogovor. No, midve sva se drugače z Lejo že dogovorili, da se bomo kar tikali, tako smo se začutili in sem rekla, da to bo najboljši pogovor tudi na tak način. In vsi tisti, ki me ne poznate, sem Tanja Skaza, solastnica podjetja Skaza, ustanoviteljica inštituta Skaza, predvsem pa sem oseba, ki se mi zdi, da je moje poslanstvo pomagati vsem nam, da se povezujemo, sodelujemo in predvsem, da si dovolimo reči, da smo spremembe vredne. Okej, zdaj se bova dotaknili nekaj tem, ki vam lahko pomagajo na vaši osebni in tudi poslovni poti. Res je en tak biser med biseri, ki bo naredila lahko marsikateri preboj. Če se bo dotaknila v najinem pogovoru, to, kako je sploh začela s tem, kar počne, ali je želela postati prepoznavna, to je dostikrat dobro vprašanje, ali sprejema okolico in mnenje okolice, ker ponavadi ljudje, če preveč sprejemajo okolico, gledajo drugače, ali to, kar dela, je njeno poslanstvo, ali še pričakujemo kaj večjega, in kakšna je Leja, ko ni Lepa Afna, jaz sem jo že malo spoznala, tako da vam bom prepustila, in ali je srečna in s kakšnimi nasveti bi vam pomagala, dragi moji, da vi najdete svojo srečo. In jaz vam garantiram, da je že meni danes pomagala, preden smo se priklopili z nekimi nasveti, tako da jaz sploh ne dvomim, da tale najin pogovor da bo zelo učinkovit. Okej, Leja, imam takoj prvo vprašanje. A te kličem Leja ali Lepa Afna? Veš kaj, glede na to, da imava, vsaj jaz bom govorila zase, občutek, da te poznam že kar 100 let, absolutno Leja, ker sva kar prijateljice, a prav? Ja, imaš prav. Leja, prebrala sem v enem intervjuju, da si želela postati igralka in glede na to, da, veš, zdaj ene igralke bolj poznamo, druge malo manj, ti si meni bolj kot igralka, si že prava zvezda. A je dovolj te tvoje prepoznavnosti? Si še želiš kaj več od tega? Ja, začela sem tako, kot se pravi, sanjami male punčke nastopati. Počutila sem se takrat, ko sem bila med ljudmi in na odru, tako kot da sem malo bližje zvezdam.
enostavno nek status quo, ki jaz verjamem, da ga vsak človek tekom življenja oziroma vsaj prvoščam, da ga začuti, torej nekaj, kar počne, enostavno se čuti poklicanega in da je to tako vesolje, se seštelo za to, da lahko to počne. Tako da vedno pač pri nas je pol tako, treba povedati, kaj boš po poklicu in nekako je bilo najbolj logično, da kaj pa je najbolj blizu tega, kar je mene veselilo. Ja, poklic igralke, sicer se spomnim takrat, da je mama vedno rekla, joj, to je tako težek poklic, Leja, jaz res ne bi rada videla v tem, tudi tako, nič nisi doma, zvečer nastopaš, skozi neke druge psihološke in igre, preizkušnje in tako naprej. Za ne sploh toliko dobro plačo, oziroma vemo, da naši... Ja, tako, veliko odrekanja in tako naprej, tako da me je že probala takrat malo usmeriti v eno drugo pot, ampak jaz sem bila seveda trmasta, pač v tistih letih, ko vidiš samo eno. Tako da potem pa se je pot v bistvu vseeno obrnila malo drugam, moja, konkretno. Šla sem na sprejemce in to 2-krat zapored, prišla tik do, se pravi, od 120 prijavljenih, prišla do tistih 15, potem sprejmejo jih samo, mislim, da 10 vsako leto. Tako da sem odpadla v bistvu v tisti zadnji končnici, tistih 5 nas je odpadalo in 2-krat vmes sem bila jaz. Tako da je bilo ful težko, ker v bistvu tudi takrat je bilo to prvič v mojem življenju, da nekaj ni šlo po maslu, da nekaj ni šlo tako, kot sem si jaz zamislila. To pomeni, že kot mlada punčka si rada imela vse, da je vse tako, kot si ti želiš. Ja, rada sem, tako mami vedno rekla, da sta bila, ne glede na to, da sta bila 2 človeka v sobi prisotna ali pa cela skupina, jaz sem znala zapolniti prostor, imeti pozornost vseh in enostavno je rekla, da tudi recimo, ko je šla na kavo s kolegico, in sploh nisem pustila, da je ona tam na kavi s kolegico, ker sem se jaz kar obnašala kot ena odrasla oseba in zraven kot tretja prijateljica podajala mnenja, sprašvala, čvekala z njima, tako da vedno sem tako imela to neko očitno prezenco, energijo ali kakorkoli. To se jaz strinjam, Leja, veš, ker tudi tako pravijo, da že pri malih, ne vem, če veš, da pri 3 letih že imamo nekako zastavljeno našo skripto, kar bomo počeli, ampak do 7. leta se še dopolnjujemo, pa tako že kot mali otroci pokažemo, kdo v resnici bomo. No, ampak tebe je pot potem pripeljala v vlogerstvo, v influencerstvo. Zdaj mi najprej povej, a ti prihajaš iz podjetniške družine? Ker ste bili doma? Ne, sploh ne. Ne. Mi smo čist preprosta delavska družina, s tem, da nikoli nismo imeli nobenega presežka, govorimo, se pravi, o stanovanju, ki, torej, mami še vedno plačuje najemnino, ampak nikoli pa nisem imela občutka, da nam karkoli manjka. Takrat so bili tudi malo drugačni časi, se mi zdi, zelo sem bila tako, čutila sem to ljubezen, konstantno, kljub temu, da mogoče ni bilo vse z rožicami postlano v tem smislu, da moja starša imata zelo tako 2 različna svetova sta, Oče in očetova družina je kaotična, kaos, nepredvidljivo in tako, mama in pa od mame družina je pa zelo tako neka ta ljubezen, stabilnost, kar se reče, se drži, in v bistvu mama predstavlja dom, tako da vedno sem v bistvu, kljub mogoče nekim preizkušnjam, kot pa dajmo reči, da jih je čutila bolj mami, ker je ona živela, ker recimo moj oče je umrl, ko sem jaz imela nekih 6-7 let, tako da jaz se te poti niti, oziroma teh nekih preizkušenj kot takih, teh kaotičnih ne spomnim več toliko, me niso tako zaznamale, da bi rekla, je imela pa mami preizkušnje in pa mogoče težje življenje zaradi tega, ampak nikoli nisem imela občutka, da bi bila karkoli prekrajšana ali pa da bi kakršnakoli žalost, senca, tema padla name. Tudi stari starši recimo so imeli zelo pomembno ključno vlogo, ker je pač mami mogla delati cele dneve, ko so ostale same in je pač praktično delala pri privatniku 24/7, vse praznike, vse nedelje, zato da pač je lahko preživela in sebe in
mene, mehno punčko, sem se ogromno prečuvala pri starih starših, ki imajo 400 let staro bajto, kmetija in z mamo vem, da so počele vse sorte, od kosile travo, nabirale borovnice, gobe, kuhale, delale štrudel od domačih jabolk in tako naprej. Tako da vedno sem čutila ogromen ljubezni, no tako. No, sej, ta prva zadeva, iskrena hvala, ker si tudi to delila, da ne prihajaš iz premožne družine, da ljudje vidijo, da lahko tudi navaden, jaz tako se včasih hečam, navaden smrtnik uspe. In da ta navaden smrtnik si mogoče še včasih bolj želi pokazati, kaj vse znam. In zaradi tega, ker točno to, ker je mami delala, ti je hotela vse dati, ljubezen si imela in dejansko si to, dobila si te vrednote. Zdaj mi pa povej, ko si začela delati, ko si začela v blogerstvu delati, ker ljudje te vsi poznajo, tako da ne bi, jaz bi bolj malo tiste, tako malo bolj sočne stvari rada vedela. A se ti je kdaj zgodilo, da si želela odnehati? Da se ti je tako zgodilo, da ti je mogoče kdo kaj rekel, pa rekel se, ne bo to šlo. A je bilo kdaj tako? Glede na to, da si bila prvo zelo vztrajna kot deklica, povej mi, kakšni so bili občutki? Ja, bile so preizkušnje vmes v vloganju, ko po nekih 4 letih recimo konstantnega razdajanja in kazanja, ker moramo vedeti, da ko kamere so vključene, kljub temu, da jaz zelo načrtno vem, kdaj jih želim vključiti in kaj želim pokazati in česa ne želim pokazati, je vseeno ta moj poklic zelo povezan z mojo osebnostjo, z mojim, se pravi, osebnim življenjem. Ravno takrat, ko je najbolj zanimiv, seveda je tudi dobra priložnost za kamero, da posname to, kaj je najbolj zanimiv. Tako da vedno, ko je kamera prisotna, veliko vzame. Poseže v neko to intimo, pa ne bo to neko rojstnodnevno praznovanje ali pa karkoli drugega, pač dejansko v stanovanju v domu prisotna kamera vzame nekaj. Tako da, ja, po nekaj 4 letih zdaj tega spotlighta, sem jaz nekako začutila, da... sem začutila, da mogoče, tako, da se zelo praznim, da na eni strani delam to, kar zelo rada delam in imam res rada svoj poklic, ampak te moje predstave nikoli ni konc zares, Gledališka predstava se enkrat konča, film se konča, snemanje, ki ga imajo igralci po 3-4 mesece nekega filma, se zaključi, potem imajo lahko 1 mesec, 2 meseca samo zase. Tukaj pri meni je bilo tako kar v nedogled, nisem videla, kje je konc. Maili so prihajali, projekti so prihajali, čim se je en projekt končal, se je že začel drug. Tako da sem se znajdla v enem vrtincu vsega v bistvu pravzaprav. Tako, malo se mi je vse zagabalo, No, če sem iskrena, jaz tudi, ko sem te spremljala, pa malo, ko sem brala, ker si le najboljša, si res zelo, zelo delovna. Vidiš, to si dobila od staršev, od starih staršev in tako naprej. In ja, veš, ko se tako razdajaš, mogoče en majhen nasvet, ko se toliko razdajaš, se pol iztrošiš. In pol nimaš več kaj, moraš pa najbolj sebi dati. Tako da to si zelo lepo rekla. Ti si skozi 24 ur pri kamerah, to je tvoj life, ampak na nek način je pa treba tudi sebe napolniti. Povej mi, a se ti je kdaj tako zgodilo, da ko si spremljala te svoje sledilke, pa imaš same dobre komentarje, pa je mogoče kdaj prišel kakšen ne glih tako dober komentar? Kakšni so bili občutki? Seveda. Na začetku je bilo veliko teh nekih dvomljivcev in škodoželjnežev, jaz sem imela občutek, da so komi čakali, da mi spodleti, da so komi čakali, da ne bom dostavila vsebine ali pa bo neka butasta vsebina, pa se bojo lahko spodaj vsul, no poglejte, kako se afna in izpostavlja in zgleda smotano ali kakorkoli. Tako da na začetku se me je zelo dotaknili in bi se lagala, če bi rekla, da ne. Z leti pa pol dobiš nekako trdo kožo, kar se tega tiče, ali vsaj malo bolj trdo kožo. Tako da ne bom rekla, da teh komentarjev zdaj več ni, sigurno so, ampak jaz sem sama pri sebi naredila ta korak ali to odločitev, da moj krog, moja okolica je omejena na zelo malo število ljudi, katerim jaz dovolim, da so glasni in katere jaz poslušam. In to so res moja družina, moj partner in 2 prijatelja. In vse ostalo pravzaprav
tako zanimiv postane, ko dobiš sam na svoji koži ugotovitev, da te ljudje bojo stali ob tebi, ko ti bo šlo najboljš na svetu, in pa hkrati, ko se bo kaj zalomil, ker je to življenje, bojo tudi tam in te bojo imeli še vedno ravno toliko radi, kot ko narediš dober. Torej, te ne sodijo na podlagi, a narediš dober projekt ali ga narediš mogoče malo slabš. A je mogoče prodaja vrhunska ali pa prodaja porazna. Oni ne sodijo tebe glede na uspehe, ki jih sodijo mogoče ostali ali kakorkoli, z eno lepo slikico. A vidiš, zakaj si uspešna? Zato, ker vse to veš in poznaš in ne vem, mislim, da vse imaš poštimano tudi v svoji glavi. Točno to, družina je najpomembnejša in tista ožji krog ljudi. Ampak veš, Lea, niso pa vsi taki. In verjami, da imam kar veliko mladih punc, pa ne samo mladih, tudi starih, ki ful veliko dajo na okolico. In zdaj, mogoče imaš kak nasvet, kaj bi dala tem puncam ali pa ženskam, ko pride do tega, ne glede v katerem poklicu, veš, ne glede v katerem, že obleka, če se oblečejo malce drugače, ali pa ti imaš novo frizuro, pogled, kako si lepa zdaj, to zdaj na novo, to je zdaj čisto novo. To je zdaj čisto novo, se še prvaja. To je čisto nov styling, točno to. Glih to, si predstavljaš, ene že, naprimer, že na to trznejo, veš, reče, to ti sploh ne paše. Jaz se spomnim, ko sem se pobarvala na bloncu, si rekel, to ti sploh ne paše, ti si črnolaska, veš, tako. Kak nasvet bi dala ženskam, da ne bi toliko dali na okolico in da bi res znali poslušati svoje srce? Živimo v svetu, ki je vse zelo tako na pladnju in s temi social omrežji in tako naprej, res nas bombardirajo. Včasih so bile revije, katere smo mogli konec koncev kupiti, da smo jih gledali, danes pa pač odpremo Instagram in nas preplavijo podobe lepih teles, lepega življenja, potovanj in tako naprej. Jaz bom prva dvignila roko in priznala, da vse to je super, ampak v mejah, torej postavci neke meje. Jaz si zdaj recimo trenutno sem v tem obdobju, ko probam, da zjutraj ni prva stvar, ko posežem po Instagramu in scrollam in gledam in sem že zjutraj umazana z vsemi podobami in kako bi mogli biti in tako naprej. Se mi zdi, da danes imamo vsi neko mnenje in vsak ga ima, kar je super in prav, ampak po drugi strani je pa svet tudi malo hinavski. Rečejo nam, bodite to, kar ste, po drugi strani pa čim izraziš neko mnenje, ki je drugačno drugim, si pa že žugan s prstom in kako si drznil reči, pa nisi pomislil, da boš unga užalil, tistega prizadel. Ja, pejte solit, se niti ne vem, ne grem levo ali desno, s tem me že cukate z vseh strani. Tako da notranja moč, to je zdaj mogoče ena taka fraza, ki jo poslušamo zdaj že kar nekaj let, od vseh teh knjig in samopodobe in tako, ki pravijo, da je treba delati na tem, ampak res, moj nasvet, pa tudi jaz se še učim, ne pravim, da sem jaz zdaj pa ugotovila vse, ampak pa upam, da tudi se bom še dolgo učila, ampak ko ima človek neko notranjo moč in ko postavi neke meje in ko zbere neke prave ljudi, takrat se ga potem nek mozolj na bradi ali pa neka perfektna slikca na Instagramu, kako punca uživa na Baliju in je vsa gorgeous, ne dotakne toliko, ker imamo mi notranji mir. Z notranjo močjo dobimo notranji mir. In smo lahko tudi tele v Ljubljani na kavici s prijateljco ravno tako satisfied in zadovoljne in hvaležne in nasmejane, kot tista punca tam, ki verjemte, da je prav zapozirala, da izpade tako, kot je izpadla. Tako. No in prav, prej smo se pogovarjali z Leo, pa sem rekla, Lea, veš kaj, pa resno vladam, tako da ne moram vse pogledati, kaj imaš, Instagram, pa rekla, Lea, jaz te bom prišla, pa te bom naučila, malo Instagrama, tiš pa mene kaj drugega. Točno to, ni vse tako, kot vidimo. Lea, imam pa eno vprašanje, izredno si globoka, tako visoka stopnja osebnostne rasti. Tudi prej, ko smo se pogovarjali, pa zdaj, ko si delila, da ni ta prva misel, ko vzameš takoj telefon in greš pogledati, kaj ti zunanji svet govori, ampak da poslušaš svoje čustva, najprej sebe. Kaj boš delala ti pri 40-ih? Če že zdaj si takšna, meni se zdi, da že zdaj tako živiš s polnim življenjem, si kaj puščaš za leta, ko boš prišla blizu mojih.
Ja, glede na to, da sem stroga do sebe, sem mogoče šele zdaj, da zadnje leto dejansko imela res tak pogovor sama s sabo, da je v redu, če tudi kaj počaka, da je v redu, če ne hitim. Zdaj je popularen podcast, recimo, en primer, s katerim se jaz zdaj ubadam, ne? A bi ga začela, pravijo strokovnjaki, da bi ga mogla in tako naprej. In sem že bila, ne, od ideje do izvedbe je to bilo že skoraj da narejen. Pa sem pa stopila korak dva nazaj, pa sem rekla, pa kaj bom pa jaz pri 30-ih, ne? Takrat bom verjetno imela spet čist neko drugo energijo za dati in druge stvari za povedati. In dej si pust kaj, ne? Dej pust si čas in naj bo ta pot tvoja pot s tvojim časovnim, s tvojo časovno, ne? Pravim tempom in ne rabi biti vse že včeraj. Tako si govorim. Ampak si se mogla naučiti. Lea, a si se to mogla naučiti? Ja. Ta strogost je še zmeraj prisotna. Jaz mislim, da bom celo življenje perfekcionist pa stroga do sebe. Ampak si pa zdaj rečem, če ne bo vse podelan do konca dneva, še vedno sem človek in še vedno si zaslužim spiti kofe, pa tamle se početi na kavč pa pogledati serijo na Netflixu. Ker si to vsi zaslužimo, ker mora biti ta balans in samo to je zdravo, ker pol pa pride do tega, kar je se pač meni zgodilo 2 leti nazaj, ko bi hotela kar dvigati roke, pa ne grem se več, pri 28-ih. Pa če si, a veš kaj, ker si glih to čutila po moje zahtevo, ali pa ali pa moralno, da je potrebno, da se z vsakmu dobiš, da se z vsakmu vidiš, a rečeš, povej mi, a se ti zgodi, da zdaj rečeš komu, da ne moreš? Najboljša stvar je v bistvu, ko si, meni včasih teh 24 ur jaz si ne predstavljam, zame ni 24 ur, zame tudi ni od ponedeljka do petka bilo, jaz sem kar si tlačila, do 12 sem imela za narediti toliko stvari, da bi realno bilo do 8 zvečer, tako da jaz te časovne predstave itak nimam, še zdaj izdelane, ampak sem si pa rekla, sama pri sebi zdaj, v redu bo, če bo kaj počakali, v redu bo, če bom prijateljico prestavila na naslednji teden, v redu bo, če bom določene stvari naredila, ne vem, čez 3 dni, ko bom pač zdajle prioritete konec koncev so to, ne? Zdajle naredim to in poskrbim za najpomembnejše 3 točke. Zvečer, ko pridem nazaj, bosta še 2, tako korak po koraku, tako se dela, ne? Tako bi jaz želela, da ne pozabim, da je edini pravi način, ne 5 korakov preskočiti, zato da smo lahko čim prej na cilju. Ne, step by step in tam potem pridemo, ko pridemo do mosta, se ukvarjamo, kaj pa zdaj, ko smo pri mostu. Ne že zdaj travme in traumirati, kako bom prišel čez. Niti še vidiš ga ne. Jaz mislim, da je to eden izmed najboljših nasvetov, veš, tudi prej, ko si jih dala, ampak to je to. Potrpežljivost. Tako kot si rekla, kaj boš naredila drugo leto? Ni potrebno vse narediti, zato ko ne uspemo. In krasen stavek, ki si ga podala, da je potrebno živeti. Da nismo prišli na ta svet, da veš, da životarimo, pa takrat gremo skozi življenje, pa da ga res živimo. Ampak kakorkoli, si pa uspešna zaradi tega, ker si delovna. To te je nekako skalilo, da si postala to, kdor si. Da si postala prava blagovna znamka, res. Ampak tudi si mogla vztrajati. Povej mi, koliko ur na dan si delala in koliko ur delaš sedaj? Ko si zdaj opisala, a si zdaj zožala mal urnik, si zdaj videla, da ne moreš vsak dan to isto delati, da to nič dobrega ne dela zase. Da slišiš? Ja, veš kaj, super sem slišala en stavek, da uspeh je na posojo, ne? To, da smo uspešni, ni nobeno zagotovilo, da bomo tudi jutri uspešni, pojutrišnjem in tako. Tako da za vse te delčke, in isto je srečo pravzaprav, ne. Zdaj trenutno sem srečna, seveda sem, ampak a bom jutri tudi srečna? Ja, tudi bom mogla kaj narediti za to, ne. Tudi bom mogla kaj narediti za to, da se bom... Ker kaj je sreča? Sreča je eno dobro počutje. Zdaj včasih mi, tako, dajmo reči, segmentki, ki se zgodijo v dnevu, zato da pol rečemo, ta dan je bil dober. Tako. In dajmo delati na teh segmentkih, da bo pač lahko potem čim več dni dobrih. Tako. In ja, jaz bi rekla, da delam več, kot sem delala takrat, ko je bil to zgolj in samo hobi, torej YouTube in ves ta moj posel, blagovna znamka. Bi pa rekla, da sem bolj ratala tudi sebična.
Kvalitetna. A rečem kvalitetna, da si bolj začela delati kvaliteti. Kvalitetna, prav. Povem, ko rabim tudi Anžetu, jaz rabim iti iz mesta, jaz rabim zamenjati frekvenco, meni se meša. In to pomeni lahko samo en izlet malo stran za eno popoldne. Pa tudi, če me skratka, vzeti si sred največjega viharja eno tako oazico, kjer si ti tam varen. To sem začela početi. V tednu, ko je norišanca, recimo zdaj imamo šolsko kolekcijo na policah in je zadnji teden pred šolo. Krasno, in je ful lepa, pohvalja za to. Hvala lepa. Zelo pomemben teden je v tem poslovnem vidiku, ampak jaz sem si rekla, vseeno, to zdaj ne pomeni, da vse ostalo pa dam na pauzo, še zmeri, Seveda se delajo objave, se dela content, ampak ne pozabim pa na Lejo. Ne pozabim si pa zjutraj narediti dober zajtrk, pa mogoče zdaj, če se ne bo ulil, bom šla tudi na soseden hrib. Tako da sred viharja ta neka oaza miru. Na dan, vsak dan. Veš kaj, jaz, ko te takole poslušam, res imamo nekaj podobnega. Kakorkoli, dobro sem starejša od tebe, to pomeni, da nekaj naj povezuje že odprej. Ker sva si kar podobni. Podobne zgodbi na začetku in potem, kaj gre naprej. Ampak dobro, ko računam, kakšna boš ti v mojih letih, bom te poklicala in se krepko učila še od tebe. Ja, to si krasno rekla, zdaj mi pa še samo eno zadevo povej, kar se tudi marsikdaj zgodi. Meni tako rečejo, lahko je tebi govoriti, ker imaš na eni drugi strani še zagotovljene finance in ne rabiš vsako stranko vzeti. Zdaj me pa, Leja, čistko zanima, a se odločiš tudi, katera stranka bo tvoja stranka, ali vse sprejmeš? A narediš tako pri sebi nek ta feeling, katera je prava, da bi rada delala z njo in katera ne? Ja, spet bom čisto iskrena, na začetku tega ni bilo, tega privilegija, ker to je privilegij, ampak do tega pridemo, do tega privilegija nas noben ne postavi pa reče, zdaj si pa ti privilegiran, da lahko izbiraš stranke, izbiraš projekte, izbiraš karkoli, ti je v življenju ponujen. To zgradimo sami in to ni čez noč, ampak to je pač neka pot. Pri meni je bila, recimo, zdaj 20. septembra, bo 6 let, odkar snimam svoj YouTube kanal. In na začetku, prvo leto, 2, sem jaz vzela absolutno vse, kar se mi je ponujalo, zato ker jaz sem bila presenečena, da mi sploh kdorkoli me opazi, mi karkoli želi nameniti in sem bila euforična, ko so mi poslali, ne vem, kako paleto, kremo in tako naprej. Zdaj pa seveda sem zelo, zelo previdna, pa ne zato, da bi hotela biti previdna, ampak enostavno tudi jaz sem zdaj malo bolj izdelana gospodična, kot sem bila mogoče takrat pri 24-ih in v bistvu dojemam ta posel kot posel, da gre skozi mene, ker kje pa sta Leja pa lepa Afna, saj to je vse prepleten. In pravzaprav, jaz imam samo eno pravilo, če je všeč Leji, potem bo pač to pristalo na lepi Afni, tako. In absolutno sodelovanje zbiram na podlagi instinkta oziroma tega občutka, te frekvence, zadeva mi mora biti tako, da jo potem tudi jaz res uporabljam, torej se res mažem z njo, res grem na to storitev, tako. Skratka, to konzumiram, ni tukaj zdaj to pokažem in odložim stran in nikoli več se ne dotaknem. Tako, to je edino pravilo in mislim, da je to edino tudi smiselno početi na dolgi rok, tako, če želiš biti. Točno, ampak tudi lepo si rekla, da poslušaš svoje občutke. A veš, če je Leji všeč, bo tudi lepi Afni všeč. Res je krasna oseba, ne zato, ker smo zdaj kar tako, ampak noro, kako ko te poslušam, tako mlada, pa tako zrela, wow. Draga Leja, jaz pravim, da osebnega in poslovnega življenja ni, da je to vse eno. In ali boš zaupala, kakšnega partnerja imaš? Po moje, da si uspešna, to tudi izhaja iz tega, da si uspešna doma in srečna doma. In kaj bi predlagala našim mladenkam, našim dragim ženskam, kakšnega partnerja naj si najde, da so tudi one lahko uspešne? Ja, mi da z Anžetom sva res ekipa, res tako se mi zdi, da funkcionirava, da znava zdaj skozi leta, seveda sva tudi prišla do tega, da sva to se naučila in da v bistvu rasteva skupaj in se konstantno tudi skozi kreg ali pa skozi pogovore, če hočete, spoznavava še vedno. Bi pa rekla, da je zelo, zelo pomemben
biti dejansko najprej ti zadovoljen, ker ko si ti zadovoljen, pa ko je na drugi strani partner zadovoljen in ko on počne to, kar počne rad in to, kar konec koncev počnem jaz, imam iskreno srčno rada, potem, ko prideva skupaj in preživljava trenutke skupaj, je pač potem res ta energija potem lahko na potenco. Kakšnega partnerja si pa zbrati, bi pa rekla, da ne iskati prince, na belem konju že s palačo in gradom in tako naprej, da boste lahko vi samo princeske, ki boste prišle v ta dvorec in prevzele to vlogo, ampak predvsem enega preprostega fanta. Ta social nam spet vse to zamegli, mora imeti že to, pa avto, pa uro, pa stanovanje, pa ne vem kaj. Ne, moj Anže je bil zelo preprost, ko sem ga spoznala, in dejansko potem skupaj s tem preprostim fantom se gradi dvorec in vizija in vse to. Se pravi, fant, ki ima vizijo, tazga fanta si morate poiskati. Tako lepo, res zelo lepo. In jaz se strinjam, ker večinoma prijateljic so se skupaj spoznali v srednji šoli in so skupaj rasli. To je najlepše, skupaj rastete, skupaj se razvijate in skupaj ustvarjate. Pa predvsem druga zadeva, kar je pomembno, draga Leja, on tudi uživa, ko ti svetiš, tudi on sveti. Tako si predstavljam, no. Iskrena hvala. Veliko bi še imela te za vprašati, ampak najprej se ti bom res zahvalila za tvoj čas in iskreno izpoved. Upam, da si svojo zgodbo se dotaknila marsikatere in ji pokazala, kako je potrebno se za uspeh potruditi, predvsem pa poslušati srce. Tako da, drage moje, upam, da ste uživali z nama, z Lejo, draga Leja, jaz pa upam, da se mi dve malo vidiva in še te bom s veseljem res spremljala na tvoji poti, ker si pa biserni, res. Hvala enako, hvala za povabilo, punce, ve pa sem pogumno in srečno.